vidimo, da jih je 60%, 60,3, če smo natančnejši. 38%, ta zeleni del, so tisti, ki pravijo, da niso nikoli uporabljali interneta, med temi, ki pa so uporabljali v zadnjem mesecu, teh 60% je pa največji del, se pravi ta oranžni, so tisti, ki pogosto uporabljajo internet. Zdaj, če to projiciramo glede na število slovenske populacije, dobimo, da je rednih uporabnikov interneta 1 033 852 oziroma med 1 2 847 in 1 64 857. Če pogledamo med merjenji, imamo 4 stolpce, ki imamo 2 merjanja na leto, vidimo, da se je glede na pomlad za 1% povečalo število rednih uporabnikov. Statistično gledano razlika ni pomembna. In tudi, če gledamo zadnja 3 merjenja, se skozi malo povečuje število rednih uporabnikov interneta, vendar ne statistično pomembno. Zdaj, kdo so uporabniki? Glede na prejšnja merjenja ni značilnih razlik. Uporabniki interneta so še vedno mlajši, še vedno je za malenkost več moških kot žensk, glede na strukturo populacije. V starosti 10 do 49 let imamo 81% vseh rednih uporabnikov interneta in imajo višjo dokončano izobrazbo, kot velja sicer za slovensko populacijo. 77% jih ima srednjo šolo ali več. Zdaj, kar se je rahlo spremenilo, ampak tudi nas pomembno, je povprečna starost. Pomladi 2006 je bil povprečno uporabnik interneta star 33 let, zdaj smo pa šli že do 35 let, se pravi, da te trende, da se uporabniki interneta starajo, smo zabeležili tudi mi, ne pa v tej meri, da bi se zdajle starostni razredi nad 50 začeli intenzivno in na veliko uporabljati internet. Za avtomatske meritve, podatki o izmerjenem prometu. Iz prvega stolpca vidite, da smo pomladi 2006 namerili 256 milijonov 800 tisoč prikazov oziroma prometa. Jeseni 2007 smo prišli na 437 milijonov. Zdaj, na rast prometa seveda vpliva tudi rast števila strani, ki jih merimo. Vpliva pa tudi dogodki v času, ki izvajamo meritev. Kar je na tem grafu treba poudariti, je, da oranžen del je del, ki ga vsako leto v fazi čiščenja tehničnega prometa izbrišemo. In sicer v tem primeru odstranimo vse tiste prijazne robote, ki povejo, jaz sem robot na IDC, kar se lepo vidi iz baze vseh teh zapisov. Z analizo ekstremov pa odstranimo tudi tiste, za katere brez dvoma lahko trdimo, da tega človek ni mogel narediti. Ekstrem, kot je, da je nekaj klikalo 5-krat na sekundo 28 dni zapored, kar en človek enostavno ne more narediti. In ta del, koliko ekstremov izločimo, se v bistvu tudi ne spreminja in nekako procentualno vsako merjenje enako izločimo ven. Ta drugi del so obiskovalci po filtraciji prometa. Pomladi 2006 smo začeli z 1 778 000 obiskovalci, prav govorimo še vedno avtomatsko izmerjeni obiskovalci. Jeseni 2007 smo pa šli na 2 600 000. To niso samo Slovenci, to so vsi obiskovalci internetnih strani, ne glede na to, kje so locirani, ali v Sloveniji ali kje drugje. Zeleni del obiskovalcev predstavljajo tisti, ki smo jih opredelili s piškotki, ta oranžni del pa tisti, ki niso dovolili zapisa piškotka in imamo od njih definiramo glede na IP in user agent kombinacije. Seveda se v avtomatskem merjenju ukvarjamo tudi s lokacijo obiskovalcev. Ta modra linija na vrhu nam kaže, kolikšen delež teh obiskovalcev je lociran izven Slovenije, oziroma lahko za približno MaxMind paripe prav ta 95% gotovostjo trdimo, da niso v Sloveniji.
in vidimo, da se odstotek giblje nekje okoli 30, letos smo jih imeli 28,7%, največ do zdaj jih je bilo pomladi 2007, kar se mogoče kdo spomni z lanske pomladanske predstavitve, je takrat internacionalizacija prvega resničnostnega šova vplivala tudi na povečanje deleža tujcev v celotni meritvi. Zdaj, stolpci, ki jih kažemo, so obiskovalci, ki so iz slovenskih ali iz številk. Tle vidimo, da je zelenega dela neprimerno več kot oranžnega, se pravi, da v tem primeru do 90% prometa skupnega obiskovalcev opredelimo z peškotki, za razliko od tujcev, kjer je ta delež nižji. Prav mi smo jeseni izmerili 1 900 000 obiskovalcev iz Slovenije. Zdaj, na koncu, ko ta promet obtežimo z podatki telefonske, kot sem prej povedala, pridemo do dosega. Doseg vključuje tudi tujce. Prav doseg je številka, koliko različnih uporabnikov je uporabljalo internet, ne glede na to, odkot so bili. Enako velja tudi za certifikate vseh strani. In teh je bilo letošnjo jesen od 1. do 28. oktobra 1 771 255, od tega jih je 28,7% iz tujine. Če si pogledamo še, kaj se je dogajalo za celoten vzorec, se pravi za vseh 87 strani skupaj, vidimo, da najmočnejši bil zadnji teden. Najmočnejši dan je bil prvi delovnik po prvem krogu predsedniških volitev, kjer je bil najvišji promet. Tudi dogajanje po prvem krogu, zamenjave uprav v medijih, novinarske peticije so po našem mnenju bile tiste, ki so vplivale na to, da je zadnji teden meritve bil najvišji obisk, ker tudi po straneh so strani, ki nudijo informativno vsebino, imele v tem času značilno višji obisk in promet. Druga dva dneva, ki še nekoliko izstopata in ker hvala Bogu v Sloveniji nista povzročila kolapsa interneta, kakor v Makedoniji, je seveda so datumi smrti Tošeja Projskega tragične in pogreba. In teh so se v bistvu vse strani, ki nudijo ali informativne vsebine ali pa imajo mlajše obiskovalce, je šel promet gor. Zdaj še tisti del, zaradi katerega smo vsi tle, se pravi dosegli jesen 2007. Če najprej pogledamo nekaj, s česar se nič ne vidi, in je ta long tail, kot je prej rekel, Zoran. Prav stran z najnižjim dosegom je imela jeseni 2007 1769 obiskovalcev, stran za največ obiska 790 718. Kot ponavadi gremo najprej čez prvih 10. Na vrhu ni sprememb, najdi najbolj obiskana stran 790 718, sledi 24 ur, 649 818, na tretjem mestu Siol, na četrtem mestu RTV Slovenija SI, se pravi prvi 4 enaki kot v pomladanskem merjenju, Polje Bohanic 386 000 obiskovalci, Avtonet, Delosi, e-mail Novinec v letošnjem merjenju z 210 221 obiskovalci, telefonski imenik Telekoma Slovenije 168 000 in podnapisi Net 167 669. Zdaj še, kar boste dobili v materialih, je seveda seznam vseh spletnih strani, vrstni red. Prav do 10. smo prišli, na 11. mestu so Finance, na 12. Večer, na 13. Dnevnik, na 14. Kolosej, na 15. Ono.on.net, pol imamo Glasuj zame, Žurnal 24, Obala net, Mladina, Nepremičnine, SI21, na 22. mestu Kulinarična Slovenija. Imamo 23. do 44. mesta Ringa Raja, Mat Kurja, ki je opremljena z opombo, kar merilna koda ni bila na vseh podstraneh in podatki niso primerljivi s prejšnjimi meritvami. Na 25. Moje delo, Napovednik, Simpatije, Planet na 28. ki je tudi novinec v merjenju. Pol imamo Slonep, Telekom, Kozmopolitan, Jokerjevo stranko, Ceneje, Playboy, Računalniške novice, Lunin, Potovanje, Avtomobilizem, Študentski servis, Ono.on.com, Direkt, Planet Tuš, Kompas in na 44. računovodja.com.